Slovenija je pred slabima 2 urama gladko s 153 glasovi podpore dobila sedež nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Slovenija 153. Smo pripravljeni? Smo? Smo. Če zdaj gledam za nazaj, je verjetno bil en tak podzavestni pritisk, ki se ga mogoče takrat nisem zavedala. Eno pričakovanje, tisto, ko ne veš točno, kaj te čaka, imaš en dober občutek, ampak nisi do zadnjega prepričan. Utrujenost, pričakovanje, ja. Ja, zdaj, ko smo prišli v New York, smo se seveda obe ekipi, ljubljanska, newyorška, vsi posedli skupaj. Ja, nekaj napetosti, nekaj resnosti, predvsem resnosti, no, ker smo vsi prišli s papirji na mizo, pogledali, kje smo, kaj naj naredimo še tisti zadnji dan, kaj vse nas čaka, kakšna je situacija in analiza stanja. Bil je en pozitiven občutek, ker so se nekako v zadnjih dneh ali pa v zadnjih mogoče urah glasovi bolj očitno stekali k nam, ker smo dobivali več impulzov, pripravljali smo se, kako bo tisti ponedeljek izgledal. Razdelili smo si delo, res je, da smo, kdo bo še koga kontaktiral. Jaz vem, da sem še vmes med sestankom pisala še kakšnemu ministru, a bi mogoče še to, ali kakšna je podpora, še kakšno zadnjo državo, ki je, nismo vedeli, v katero smer gre, probala prepričati. Prvič sem prišla kar precej utrujena na sprejem, ampak tisti napetosti, ne, pričakovanju. Ampak z veleposlanikom Malo Vrho mislim, da sva zagotovo več kot 1 uro dajala roke. To je bil neverjeten občutek. Jaz mislim, da smo našteli okoli 300 ljudi. Kolona je bila res in to veleposlaniki, ko smo si tako med sabo, glejte, tudi ta je prišel, on je prišel, ne. To so bili eni impulzi, da smo resna država, da verjamejo, da bomo zmagovalci. In to je bil ta odraz, da smo imeli na sprejemu v eni krasni lokaciji s teraso. Res čustveno, lepo in tudi sprejem je bil res tako veličasten. Tam sem imela zadnji uradni govor in spomnim se, da se je zaključil malo tako z humorjem in mislim, da so ga tudi razumeli, da bom sama oddala glas naslednji dan za Slovenijo in da upam, da bodo sledili mojemu zgledu. Takrat je bilo slišati, da so se vsi na en tak simpatičen način odzvali. Mislim, da je padlo tako na plodna tla. Nismo bili nikoli v tej kampanji res arogantni ali pa ignorantski. Bili smo tako malo skromni, Slovenija, znamo poslušati, poslušamo vas, dobro bomo sodelovali, smo zanesljiva partnerica. In ta vtis pozitivne kampanje pa ene srčnosti, videlo se je, da res vsi delamo z eno iskrenostjo, da si želimo nekaj dobrega za Slovenijo, da smo predani delu, imeli smo samo 1 leto časa. In ta občutek te mogoče ravno srčnosti in energije, ki smo jo žarevali, se je tam na sprejemu tudi zelo čutilo. Minister, to give us an outline to present our candidature and the way forward. Povem, da se moja ekipa, diplomati ali pa ekipa, niso najbolj strinjali, da grem v novinarsko konferenco dan pred, to je ta previdnost diplomatska. Jaz imam pa to mogoče novinarsko izkušnjo od prej, da je dobro biti transparenten, se pogovarjati z mediji, pojasniti svojo zgodbo. Mogoče takrat sem mislila, bo to edina priložnost, ko bom lahko govorila z svetovnimi mediji, če v torek slučajno ne bomo uspeli in sem jo izkoristila. Jointly await all UN
To that promise, See you tomorrow. but let's see. Ta tiskovna konferenca je bila pravzaprav res pozitivna zgodba, ker so se novinarji zelo dobro odzvali. So bila težka vprašanja, največ v smer, zakaj ste se odločili, zakaj tako pozno, ali je to kandidatura Zahoda. Vse marsikaj sem slišala, ampak se je razvila ena dobra energija, jaz sem jim odgovarjala tako zelo, se mi zdi spontano in na koncu, moram reči, so novinarji rekli, da je to en lep zgled, da bi si želeli tudi vnaprej, da ne bi pozabljali na ta medijski svet in stopali do njih, ko bomo imeli kaj zapovedati. Mislim, da sem po tiskovni konferenci dobila tudi priznanje, da ni bila napačna odločitev. Po koncu tiskovne konference je res en novinar ugledni prišel do mene pa je rekel, kaj se govori po hodnikih, ne? In je rekel, da se po hodnikih govori, da bo Slovenija uspela, ampak najbolj verjetno ne v drugem krogu, v prvem krogu, ampak šele v drugem krogu. Češ, da je pač bilo kar veliko obljub, preden smo mi šli v tekmo, že izrečenih in da zato bo verjetno za nas potreben še en krog. No, so se zmotili v napovedi. Priznam, da smo tudi še tiste dni pobirali malo stave, ne? Tako interno, kakšna so naša pričakovanja. Mislim, da najboljša je segla tam do 141, kar je še zmeraj 12 pod. Tako da smo šli zgodaj spat. Vem, da smo šli z ekipo nekaj skupaj pojesti, zelo neformalno smo še klepetali, kako bo. Bila je dobra atmosfera, mislim, da nihče ni bil slabe volje. Ob 10, pa malo nekaj minut pred 10 smo vstopili v dvorano, tam smo imeli 6 svojih sedežev, ampak smo lahko, dokler je bilo še neformalno, vsi, cela delegacija tam okrog hodili. Zelo zanimivo je bilo, ko so prihajali notri delegacije, da se je res pri meni, pri nas ustavljal praktično vsak. To je bila kar ena taka zanimiva gneča se je delala okrog nas. Je pa prišel vmes tudi beloruski veleposlanik in smo imeli ravno takšno lokacijo, da pravzaprav se nisva mogla zgrešiti in tudi se jaz nisem želela. Sva se lepo pozdravila, rokovala, si zaželela srečo pri glasovanju in vem samo, da so mi pozneje rekli, da je bila pri nas resnično gneča, ki ni bila naključna, ampak že vnaprej je marsikdo prišel pa je rekel, vam že kar vnaprej čestitam. Sem rekla, ne, vnaprej v Sloveniji ne čestitati, je lahko slab signal. Srce razbijali, da te je strah, kaj boš slišal, ne, da veš, da verjetno slabo ne bo, ampak koliko pa bo to dobro, pa tudi ne. In ne znam pojasniti občutkov kot enega verjetno samo strašnega veselja, res. Tisto je bilo spontano, ker drugo bi bilo, če bi rekli, ne vem, 141, pa ravno čez prag, ne. Ampak 153, pa nihče v najboljših sanjah med njami ni verjel. Slovenija drugič v zgodovini postala nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Slovenija je bila izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov. Potem jaz mislim, da iz dvorane sploh nismo prišli kakšne pol ure ali več, ker se je vila kolona spet vseh, ki so prišli čestitati, objemati. Toliko se je nekih osebnih stikov tudi v tem času navezalo, tako med diplomati, veleposlaniki, jaz z ministri. Bil je en tak občutek ponosa na Slovenijo, enega res velikega ponosa na Slovenijo. Da je Slovenija tista majhna država, ko si imel občutek, da te niso zaznali na marsikje na zemljevidu sveta, ko smo potovali,
tam med vsemi državami dobila glas 153 držav. Neprecenljiv občutek. In mislim, da smo v dvorani ostali, ko so jo že praktično spraznili, da smo prišli k sebi. Izjava je bila res zelo spontana, brez kakšnih zapiskov, papirjev. Prišli smo cela delegacija pred tuje medije, mislim, da bolj zadnji na vrsti, ker so tudi takrat bile isti dan izvoljene druge države kot nestalne članice. Seveda smo jim čestitali. Jaz sem povedala, da je to velik dan za Slovenijo, izjemno pomemben dan za Slovenijo in da naj računajo na nas, da bomo vse to, kar smo slišali, kar smo zvedeli, izzive, ki so svetovni, veliki, resnično skušali reševati v enem dialogu z vsemi. Da ne bomo pozabili drugih delov sveta, da je za Slovenijo to en izjemen dosežek in da bojo vsa partnerstva še kako pomembna. Čutila sem, da so eni nasmehi na obrazih istih novinarjev, pred katerimi sem dan prej imela novinarsko konferenco. Mislim, da so bili sami presenečeni in pa potem seveda slovenski mediji, celo popoldne so se vrstile izjave za novinarje, vklopi v medijske oddaje in bil je zelo, zelo intenziven adrenalinski dan. Smo pa že naslednji dan pravzaprav zares sedli kar za en lep čas skupaj, spet obe ekipi, analizirali stanje, začrtali prve usmeritve, preden se razidemo, kaj vse moramo biti pozorni, kako se lotiti zdaj dela, kaj je ta uspeh pravzaprav pomenil in da to res začetek ene velike zgodbe, da smo prestopili en prak nečesa res velikega, da zdaj pa na nas velika odgovornost. Ostalo mi je v spominu predvsem zaradi zanimivosti pogovorov. V zadnjem času, ali je bila tu Indija, ali ko smo imeli Rezina dialog, ko smo prvič zares govorili o kompleksnosti sveta, razdeljenosti sveta, nerazumevanju Zahoda proti preostalemu delu sveta. Ko si prvič spoznal res, kak velik izziv je reševati svetovne probleme ob vojni na evropskih tleh. Iz Gvatemale, kjer imaš voditelje karibskih držav in se pogovarja z njimi, ko slišiš popolnoma druge izzive, podnebne spremembe, izginjanje otokov, ko ti naslednji dan pošljejo neko zaupanje, da ja, saj Slovenija pa ima posluh za majhne države, ampak samo zaradi napora, bili smo tam, prepotovali smo pol sveta, vzeli smo si čas, da smo z njimi. Ta osebni stik je bil neprecenljiv. In da danes, ne vem, lahko za ministrico Indonezije, ko sva 3 ure sedeli, tudi kosilo skupaj jedli, debatirali o pomenu ASEANA, Indo-Pacifika, o izzivih s Kitajsko, Rusijo. Neprecenljiva izkušnja, velik privilegij, marsikaj sem se sama naučila in bila je to ena velika investicija v mrežo odnosov in jaz samo srčno upam, da jo bomo znali izkoristiti.